komentar žreba, ste zadovoljni z razpletom? Pa moram reči, da smo dobili relativno dobro skupino, da smo se lahko izognili skupini 2 in 3, ki sta bili izjemno močni po prvih 2 žrebanjih. Skupina je zelo konkurenčna, v njej se da tekmovati, imamo izjemno močno dansko reprezentanco, imamo tudi San Marino, ki je nekaj slabši po neki kakovosti, in vse ostale reprezentance so na takem nivoju, da lahko premaga vsako, in skupina bo zelo konkurenčna, v njej se bo da tekmovati in jaz se nadejam najboljšem. Bi rekli, da bo boj za drugo mesto predvsem med Finsko, Kazahstanom, Irsko in Slovenijo? Pa v bistvu drži, mogoče ima Finska neko manjšo štartno prednost, glede na to, da v zadnjem obdobju igra zelo v redu, ampak po moje tudi na temelju iger slovenske reprezentance iz zadnjih 4 tekem Lige narodov in glede na to, da se ta naša kvaliteta dviguje, sem optimist. Če bomo nadaljevali v tem slogu, potem se lahko nadejamo uvrstitve na Evropsko prvenstvo. Žreba že jasno izhaja, da nas čaka tudi nekaj dolgih poti, kako bo to vse skupaj. Pa v bistvu na žreb ne moremo vplivati. Seveda je Kazahstan daljše potovanje, ampak če bomo tam prinesli 3 točke, potem bomo zelo hitro pozabili, da je bilo naporno. Vse pač ne moremo dobiti, jaz mislim na vsak način, da smo dobili relativno solidno, konkurenčno skupino, v kateri se da narediti tudi zelo soliden rezultat. Ali se bo Slovenija uvrstila na Euro 2024? Iskreno verjamem, da ja. Splošen komentar žreba, ste zadovoljni z razpletom? Ja, vedno je tako pri žrebu, zadovoljen ali nezadovoljen, vse ne pomeni nič. Na koncu koncev lahko je bilo boljše, lahko je bilo slabše. Mislim pa, da je skupina, v kateri lahko tekmujemo, ampak vsekakor skupina, ki bo zahtevala dobro ekipo, kompaktno ekipo, ki bo hrabra, ki bo imela nek svoj cilj, in vedno nam je pač cilj seveda se uvrstiti na takšno tekmovanje, kot je Euro 24. Danska nosilec je v formi, ampak proti njim se da igrati. Bili so možni tudi močnejši nasprotniki. Jaz mislim, da se da igrati proti vsakemu. Vse smo tudi na koncu koncev zdaj v Ligi nacije pokazali, da se lahko igra proti vsakemu. Mogoče zdaj na papirju bo zdaj seveda sledila neka analiza, s kom se da, skozi ne. Skrbi sigurno malo dolgo potovanje v Kazahstan. Na drugi strani, kdorkoli smo imeli opravka s San Marinom, se je zgodila nekaj dobrega. Skupina, kjer se še enkrat ponavljam, lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, ampak tako so se kroglice zakotalile oziroma so bile premešane. Jaz sem zadovoljen, ker je Slovenija bila v 3. bobnu, kar pomeni, da je to neka kvaliteta, in predvsem moramo verjeti vase, v svojo kvaliteto in razmišljati o svoji reprezentanci, o nasprotnikih, pa samo takrat, ko bo čas za to. Vseeno še Finska in Kazahstan, skupina, v kateri smo zagotovo konkurenčni, bi rekli? Se pravi, tekmovalna skupina je takšna, da bodo se točke delile na vse strani. Zdaj v tem prvem momentu vsekakor Danska je neka reprezentanca za svojo filozofijo. Vse ostalo pa lahko razglabljamo boljše, slabše. Se pravi, treba se bo predvsem dobro pripraviti, dobro organizirati, ker so tudi zahtevna potovanja. Že v Belfastu smo že 2-krat igrali, pa smo imeli probleme mimo grede, tako da meni je seveda po eni strani kot selektorju prav, da smo se izognili 2. in 3. skupine, po drugi strani pa spoštujem vsakega nasprotnika, ker danes, mogoče razen San Marina, so v tej skupini vsi, če nisi ta prav, da lahko zgubiš kakšno točko, ampak naš cilj je, da gremo na veliko tekmovanje in potem moramo najprej razmisliti o sebi, to sem pa že povedal. Ali je skupina s 6 plus ali minus? Vseeno, drugače bi pa morali igrati prijateljsko tekmo. Nasprotnik je takšen, da ga moraš premagati, in jaz ne razmišljam zdaj, kaj je boljše, kaj je slabše. Zdaj v tem momentu bo nekaj izgledalo dobro, pa se bo potem pokazalo kot slabo. Se tudi Liga nacije za Srbijo, Švedsko pa Norveško je bila najprej najtežja, kar je bilo sploh možno, pa smo mi pokazali, da lahko igramo za vsakim. Moraš verjeti vase, jaz zaupam tem fantom, ki so zdaj pokazali v zadnjem času, da so vredni tega zaupanja, in če bomo mi pravi, potem naj tudi drugi razmišljajo o Sloveniji, ne pa da najprej mi razmišljamo o vseh ostalih.